Pozdravljeni! V zadnjih tednih se v medijih pojavljajo govorice, kako nekatere ekipe ne mislijo sodelovati v naslednjem obdobju v Formuli 1. Predvsem je tu večkrat omenjena tovarniška ekipa Renaulta, a tudi pri Hondi so imeli dokaj čudno izjavo, kjer so rekli, da nimajo še uradne potrditve za sezono 2021 in naprej. A brez skrbi, zaenkrat so to le govorice, nič ni uradnega in še manj dokončnega. A kljub vsemu se lahko vprašamo, koliko je tisto minimalno število bolidov, kateri morajo biti prisotni na dirki za svetovno prvenstvo Formule 1. Namreč število nastopajočih je težava, s katero se Formula 1 ubada že od svojega začetka. Že v tretji sezoni leta 1952 so pravilnik spremenili tako, da so bolidi Formule 2 postali bolidi Formule 1. Namreč zmagovalni bolid, ko je veljal tisti pravilnik v sezonah 52 in 53, je bil Ferrari 500 F2. Z njim je naslova osvojil Alberto Ascari. A tudi kasneje, naprimer na veliki nagradi Nemčije, leta 1966, se je organizator spoprijel s težavo, ko je mislil, da bo imel premalo bolidov Formule 1 in tako posledično, da gledalci ne bojo imeli kaj gledati. In takrat so izjemoma dovolili bolidom Formule 2, da so dirko začeli skupaj z bolidi Formule 1. Seveda v dveh ločenih kategorijah, a tako so mislili, da bojo nekako poživeli v dirko, da bojo bolj napolnili krog z bolidi. Ne vem, ideja se ni obnesla, seveda vsakemu je bilo čudna in več zmede je povzročilo kot po mojem zabave pri publiki. A po drugi strani, če se spomnimo tiste dirke z Indianapolisa v sezoni 2005, ko je bilo le 6 bolidov na progi, vidimo, da določeno število bolidov pa res mora biti na Formuli 1, da je dirka vsaj toliko zanimiva. In zadnjikrat, ko se je zares govorilo o tem, koliko je tisto minimalno število nastopajočih, je bilo še niti ne toliko od tega. V sezoni 2014. Sredi sezone so propadli dve ekipi, Caterham in Manor. In kar naenkrat je bilo na štartnem razporedu le 18 bolidov za nekaj dirk. In pojavili so se članki, ki so razlagali, da med organizatorji dirke in prvenstva je v teh pogodbah, ki so seveda zaupne narave, zapisano, da je minimalno število nastopajočih omejeno na 16. To naj bi bila nekako neuradna številka tistih minimalnih nastopajočih, a po drugi strani niti ne neka obveza. A vseeno, kaj lahko iz tega sklepamo? Je morda res, da nekatere ekipe mislijo prenehati svojim nastopanjem v svetovnem prvenstvu Formule 1, ali se le s temi govoricami izboljšujejo svoj izhodiščni pogajalski položaj pred podpisom nove pogodbe Concorde. Namreč, sedaj se bo to prišlo v podpisu v sredini pogajanj in od tega je odvisno, kako se bo delila finančna sredstva, kako se bojo porabljala. Ne smemo pozabiti, da je v pravilniku sedaj tudi tako imenovani budget cap in kaj si mislijo določene ekipe o tem, še nikoli ni bilo jasno povedano. Mogoče nekateri bojo malodane izsiljevali in bojo povedali, ali bo po našem, ali gremo. In tudi to ne bi bilo prvič, da se je zgodilo v Formuli 1. Če se spomnimo samo Enza Ferrarija, je to neprestano ponavljal in tudi pokojni Sergio Marchionne ni bil tuj takim izjavam. Videli bomo, kaj se bo zgodilo, a menim, da te govorice o izstopu raznih ekip iz sveta Formule 1 zaenkrat bodo ostale le govorice. A spremljali bomo tudi v prihodnosti, kaj se bo zgodilo in v mislih bomo imeli tudi to, da tudi organizatorji rabijo neko minimalno število nastopajočih. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.